Lep pozdrav vsem, dobrodošli na webinarju Postavite stranko na prvo mesto. Moje ime je Korana Leljak, sem Agilkonova Customer Success Managerka in danes bom v vlogi vaše voditeljice. Danes je z mano tudi Dejan Levačič, Marketing Solution Consultant. Čau, Dejan. Živijo. Tako da vas z Dejanom vabiva, da vaše vprašanja med webinarjem postavite v Q&A sekcijo. Na njih bomo odgovarjali sproti ali potem na koncu webinarja. Mogoče še ena pomembna informacija, webinar danes se snema, zato da potem lahko tudi vsem, ki ste prijavljeni, pošljemo posnetek po e-mailu. Za začetek mogoče nekaj besed o Agilkonu. Verjamem, da je danes z nami kar nekaj takšnih, ki nas še ne poznate, pa tudi kar nekaj naših strank. Trenutno nas je v Agilkonu več kot 60 zaposlenih. Od tega imamo več kot 45 certifikatov Salesforceovih. Seveda naša neka specialnost je pa implementacija Salesforcea. Smo Salesforce Platinum partner že od leta 2010 in od leta 2011 se osredotočamo izključno na Salesforce. Imamo ogromno izkušenj z B2C, B2B implementacijami, ni pa to naš edini fokus. Mogoče poznate tudi našo GekoHRM aplikacijo, ki je naš lasten produkt, tudi zgrajen na Salesforce platformi. Trenutno imamo več kot 150 strank v Sloveniji, Hrvaški in Srbiji, pisarne v Ljubljani in Zagrebu in pa od letošnjega leta naprej tudi v Beogradu. Zdaj na tem slajdu smo poskusili nekako opredeliti naše stranke, seveda slajd je premajhen, da bi lahko našteli tukaj čisto vse naše stranke, mogoče samo za občutek, da dobite občutek, da gre res za različna podjetja iz različnih branž, različnih velikosti, bodisi telekomunikacija, proizvodnja, transport, res pokrivamo široka področja. Mogoče par besed o tudi webinarju, ki smo ga imeli prejšnji teden. Prejšnji teden smo govorili o Service Cloudu, torej kako stranke pridejo do nas z nekim vprašanjem, reklamacijo, stopijo v kontakt z nekim kontaktnim centrom in kakšno vlogo pri tem odigra Service Cloud. Danes bomo govorili o Salesforce Marketing Cloudu, s pomočjo katerega avtomatiziramo marketinške procese in na ta način stranke še bolj spoznamo. Ko smo pripravljali te materiale za današnji webinar, sem naletela tudi na zelo zanimive statistike in sem se odločila, da danes eno od teh delim z vami. Ne vem, če ste vedeli, ampak po nekaterih raziskavah kar 76% strank pričakuje, da bodo podjetja razumela njihove potrebe in pričakovanja ter jih resnično poznala. Zdaj tukaj odigra ključno vlogo Marketing Cloud, ki vam bo pomagal, da boste svoje stranke spoznali bolj kot kdajkoli prej. Lahko boste prilagodili vsak trenutek njihove izkušnje z blagovno znamko, z vašo blagovno znamko in pa prilagodili svoje oglaševalske akcije in izboljšali uspešnost kampanj. Marketing Cloud podjetjem omogoča, da prepričajo stranke s pravim sporočilom o pravem času in na pravem kanalu. Rezultat tega so seveda bolj globoki in pomembnejši odnosi s strankami. In ko enkrat to obvladate, ste na dobri poti, da postanete podjetje za stranke. Dejan, zdaj nekaj je bilo teorije in jaz bi že kar mogoče šla malo bolj konkretno na eno vprašanje za tebe. Katere stranke se odločajo za Marketing Cloud in zakaj? Ja, najprej lepo zdrav tudi z moje strani. Zdaj, Marketing Cloud je v osnovi Salesforce pozicionira kot orodje za srednja, mala in vse, kar je above, se pravi praktično za vsa podjetja. Po naših izkušnjah, naši klienti so lahko tudi multinacionalke, ki delujejo po različnih državah po svetu. V Marketing Cloudu to pomeni, da potem imajo neke business unite znotraj Marketing Clouda, ki je pač en business unit predstavlja neko državo, ali pa so to ločene po brandih. Na drugi strani imamo tudi srednja, manjša podjetja, ki so prisotna recimo samo v Sloveniji. Tako da, kar se tiče velikosti, načeloma ni pomembno, predvsem je važno tukaj, kakšna je potreba, želja potem, da se uporabi neko sodobno tehnologijo za marketinško avtomatizacijo. Zdaj že nekaj časa se govori o 4. industrijski revoluciji, ki v ospredje postavlja povezanost, se pravi, naši uporabniki, naše stranke se dostopajo do nas prek različnih kanalov, med seboj povezujejo naprave od nekih prenosnih do nekih fizičnih naprav in da dobimo vse te podatke na isto mesto, da si omogočimo neko
360 pogled, stopinski pogled na stranko, ta del je zelo pomemben. Če so včasih, mogoče smo govorili o nekih masovnih komunikacij, danes govorimo veliko bolj personalizirani, segmentirani, zraven pa se omenja veliko pogosteje tudi že ta intelligent marketing v smislu že nekega artificial intelligence, kar bomo tudi spoznali večkrat kasneje. Ok, super otvoritev. Seveda še eno vprašanje. Katere izzive stranke rešujejo s pomočjo Marketing Clouda? Ja, zdaj izzivov je veliko. Mogoče, če kar en slajd naprej. Najbolj tak pogosto se pojavi izziv, da so podatki v nekih silosih, kar pomeni podatki, ne vem, o CRM podatki so nekje, lojalnostni podatki so nekje, webshop podatki so nekje druge in povezanost teh podatkov potem, če niso med seboj povezani, to seveda pripelje do tega, da je veliko enega ročnega dela, pretvarjanja in tako naprej. In bistveno je, da omogočimo, kot smo že na prejšnjem webinarju govorili, kaj je Miha omenil, da ta enoten pogled na stranko, da so podatki, ki so relevantni za nas, za različne, recimo je to agent, je to zdaj nek marketinger, je to nek prodajalec, da lahko vidi enotne podatke. Ne, da en gleda nekaj, en gleda pa drugo, ampak vsi gledajo enako. In potem seveda jasno, da te podatke potem ustrezno, tiste, ki so relevantni, uporabimo za segmentacijo, za personalizacijo, govorimo o res takih visokih stopnjah personalizacije in da potem tudi uporabniku na drugi strani pripeljamo neko relevantno informacijo, ne da ga spamamo, ampak tisto, kar je v nekem trenutku, na nekem mestu za njega najbolj dejansko relevantno. Tukaj omenjamo tudi ta data responsibility, seveda treba je imeti urejene tudi konsente, ne želimo si tega, da bi uporabniki bili spamani preveč z neko komunikacijo, za katero ne želijo, da jo dobivajo, in tudi potrebno je omogočiti, da upoštevamo njihovo željo, če izrazijo, da želijo z neke komunikacije odstopiti oziroma opt-outati. Vse to je treba pa seveda omogočati, ne? In tudi Marketing Cloud pokriva ta del, da se lahko uporabniki sami opt-outajo in da se tudi ta informacija ustrezno zapiše potem v enoten sistem. In jasno, ko imamo narejeno neko komunikacijo, ko imamo narejen segment, personalizirano komunikacijo, imamo potem tudi možnost seveda, da na različne scenarije orkestriramo to komunikacijo prek različnih kanalov, tako da vsak uporabnik dejansko dobi ob nekem relevantnem času in na pravo mesto to komunikacijo. In to so te najbolj taki pogosti izzivi, ki jih potem rešujemo z Marketing Cloudom. Torej, če mogoče povzamemo, najprej poznavanje stranke, to pomeni, da imamo relevantne podatke, enotne podatke in da jih vsi gledamo, potem, da znamo te podatke uporabiti za personalizacijo in predtem segmentacijo in seveda potem lahko uporabimo za neke journeyje in spremljamo potem engagement in na podlagi odzivov uporabnikov tudi izboljšujemo, optimiziramo samo komunikacijo za naprej. Ja, super, se mi zdi, da si poudaril to pomembnost personalizacije, da v bistvu na ta način tudi stranki pokažemo, povemo, da jo pač poznamo in na nek način postavimo tudi v neko osrčje poslovanja podjetja. Jaz verjamem, da naši udeleženci se danes najbolj veselijo demo dela, tako da evo, jaz ti prepuščam besedo, da gremo down to the business. Dobro, torej zdaj smo na prvem home screenu, ko pridete v Marketing Cloud. Tukaj imate neke, bom rekel, bližnjice, kot vidite, neke journey template, lahko že takoj začnete izdelovati customer journey. Nek koledar aktivnosti, knowledge base, potem bližnjice do raznih e-mailov ali vsebin, ki ste jih delali, ali journey, ki ste jih nazadnje urejali. Ampak kar bomo zdaj pogledali, je nek tak overview najbolj recimo pogosto uporabljenih modulov znotraj Marketing Clouda. Marketing Cloud omogoča različne funkcionalnosti, od najbolj tistih osnovnih, potem pa lahko dodajate še ostale. In ta prvi, ki je dost self-explanatory, je email studio, v katerem v bistvu gradite e-maile, ki so lahko, zelo preprosti e-maili, lahko vključujejo potem pa različne stopnje personalizacije, od tistih najbolj očitnih in pogosto uporabljenih nekih merge fieldov, kot je Živijo Korana, do nekih malo bolj kompleksnih dinamičnih vsebin, kjer se lahko igrate z različnimi kombinacijami kriterijev in ta del je res zelo dobro urejen in s tem pokrijete praktično 99%
case-ov. Če pa želite še bolj kompleksne, imate pa še možnost potem dodatne funkcionalnosti, ki se reče AMP-skript, s katero pa lahko res iz različnih baz podatkov vlečete podatke in je ta stopnja personalizacije še veliko večja. Analogno email studio je mobile studio, ki je namenjen pošiljanju SMS komunikacije, se pravi sporočil in pa push notifikacije. Če imate svojo aplikacijo, lahko to aplikacijo povežete z Marketing Cloudom in na njo pošiljate potem push notifikacije ali kot notifikacije, ki se pojavljajo recimo na zaslonu v telefonu ali kot in-app message ali kot inbox znotraj posamezne aplikacije. Tukaj se lahko potem tudi igrate z različnim geofencing, kar pomeni, da če neka stranka pride na neko področje, da se takrat sproži neka notifikacija ali pa ko zapusti neko področje in tako naprej. Če omenim Advertising Studio, Advertising Studio je namenjen temu, da vaše podatke, ki jih imate na voljo, se pravi, če smo prej govorili o nekem 360-stopinskem pogledu na stranko, imate vi neke relevantne podatke, ki jih lahko, in to so vaši first party podatki. Tega nima ne Facebook, ne Google, ne druge platforme. Iz teh podatkov lahko vi pripravite nek segment. Recimo primer, pripravite segment top klientov, top vaših strank, tistih, ki so najboljše. Google tega ne ve, Facebook tega zares ne ve. Vi pripravite segment in njihove, spravi, e-mail, ki je hashiran, se poveže potem na Facebook, ta audience se pošlje tja recimo in na Facebooku naredite lookalike kampanjo, ki bo komunicirala tistim uporabnikom, ki so po Facebook metrikah, se pravi po nekih interestih, podobni tem vašim top klientom. In povratno dobite nazaj prek lead capture forme, nazaj nove neke akvizicijske, neke leade, ki jih lahko potem naprej v Marketing Cloudu komunicirate in jih nurturate in na koncu postanejo vaše stranke. To je tak recimo nek case, kakor gre za to, da vi first party podatke uporabite, za to, da oplemenitite vaš advertising na Facebooku, na Googlu, Instagramu in tako naprej. Web Studio je zelo, zelo koristna zadeva, je namenjen temu, da lahko zgradite landing page, ki so tudi prav tako kot e-mail ali SMS recimo visoko personalizirani. Pomeni, če imate kakšno akcijo, kjer vašim obstoječim kontaktom, tistim, ki jih poznate, ki imate e-maile, pošiljate prek e-maila, imate lahko povezljivost prek linka na ta landing page in landing page zazna, kdo ta kontakt je in mu lahko predstavite Živo Korana, dobrodošla na našem TTT, za vas imamo prav posebno akcijo in tudi ta akcija je lahko posebno personalizirana za Korana. Interaction Studio je dodaten modul, ki je neke vrste nadgradnja Marketing Clouda in običajnega Journey Builderja, kjer pa se poteka v real time. Se pravi, ko nekdo pride na vašo spletno stran, se njemu glede na pretekle akcije prilagodi vsebina v tistem momentu in tudi spremlja potem njegove akcije, kaj gleda, če se ne gleda, vsaka akcija se nekako zabeleži in potem na podlagi tega lahko prilagajate vsebino ne samo na spletni strani, ampak se lahko prožijo tudi komunikacija na nekih drugih kontaktnih točkah. Tukaj pa ne govorimo več samo o online, ampak tudi offline. Recimo na nekem prodajnem mestu se lahko nekaj pokaže in se sproži neka akcija, recimo lahko prodajalec reče, vi imate pa lahko en popust, ker ste nekaj naredili. Journey Builder je osrednje, recimo, mi rečemo srce Marketing Clouda, kot vsakega, bom rekel, automation toola, obstaja nekak Journey Builder in ta Journey Builder je zares močen. Gre pa tukaj za to, da lahko orkestrirate vašo komunikacijo prek različnih scenarijev. Recimo danes pošljete e-mail, preverjate čez par dni, a je se kdo odzval, a je kdo odpiral, klikal na ta e-mail, potem, če ni klikal, mu lahko pošljete mogoče drugačen call to action in tako naprej. To bomo kasneje tudi videli. Lahko imate tudi kompleksne scenarije, kar bomo tudi kasneje malo bolj podrobno pokazali. Audience Studio, Audience Builder je izredno pomemben z vidika, mogoče malo bolj tehnično, ampak vseeno, Marketing Cloud omogoča, da vi pripeljete v Marketing Cloud različne vire podatkov. Zadnjič je Miha predstavljal Service Cloud in med Service Cloudom, Sales Cloudom obstaja konektor, ki je native do Marketing Clouda, pomeni to že obstaja, ampak vi lahko poleg tega pripeljete tudi
neke vaše podatke iz drugih sistemov. Če imate kakšen data warehouse, če imate nek webshop in tako naprej, lahko te podatke pripeljete v Marketing Cloud in jih uporabite potem za namene personalizacije. Postavite lahko posebno svoj kontakt model znotraj Marketing Clouda in to potem uporabljate v journeyju, pri odločitvah recimo, ali pri pripravi audience. Zelo zanimiv segment oziroma funkcionalnost v Marketing Cloudu so Einstein produkti, rečemo, vse, kar ima oznako Einstein, ker vidite Alberta v bistvu ikonico, v Salesforceovih cloudih pomeni to Artificial Intelligence funkcionalnost. To se nahaja tudi v Sales Cloudu, tudi v Service Cloudu in tudi v Marketing Cloudu imamo Einstein produkte, kar pomeni, da vam te funkcionalnosti še dodatno lahko poenostavijo določene stvari. Primer je Send Time Optimization, ki vam omogoči, da ko vi pošiljate recimo masovno, imate neko kampanjo, pa rečemo 1000 kontaktov ali pa še več, da vsakemu kontaktu on posebej predvidi, kdaj je največja verjetnost, da bo ta kontakt odprl ta mail. Kater trenutek v dnevu, je to ob 4, je to ob 5, mogoče ob 10 zvečer, kako to on ve na podlagi preteklih pošiljanj, ko ste pošiljali kampanje tem kontaktom, in vi enkrat pošljete zadevo, on pa potem prilagodi za naslednjih 24 ur, recimo, ali pa 12 ur, kdaj bo najbolj ustrezno, da bo ta kontakt potem engage. To je tak zelo lep primer, ker se potem vi prepustite delo Einsteina in on sam zadevo naprej zapelje. Imamo še druge primere, recimo web recommendation, email recommendation, tudi engagement scoring dela in tako naprej. Za predstavitev Einsteina bomo verjetno kdaj naredili kakšno poseben webinar, da bomo vse te funkcionalnosti predstavili. Tako, zdaj pa predlagam, da to so nekako najbolj, bom rekel, osnovne pa najbolj pomembne, recimo, da funkcionalnosti znotraj Marketing Clouda. Zdaj pa predlagam, da gremo kar v Journey Builder, še prej mogoče samo tak insight, pa da ga zdaj najdem tukaj le sekundo, ali pa sicer me mečkaj heca. Prej sem omenjal Contact Builder, in da lahko vi v Marketing Cloudu customizirate data model. Torej, če imamo v sredini krog, ki predstavlja enega kontakta, imamo potem te male krogce, ki predstavljajo različne vire podatkov o tem kontaktu. Kot sem omenil prej, vir je lahko ali vaš CRM, nek data warehouse, ali je to nek webshop, ali nek tretji sistem. In vsak krogec lahko predstavlja skupino nekih podatkov, ki prihaja. Vse te stvari se lahko, ves ta flow podatkov se lahko avtomatizira. Naprimer, omenjal sem že native povezavo do Sales Clouda ali Service Clouda, obstaja nek svoj krogec, če noter kliknemo, imate potem odzadaj neko strukturo podatkovno, mogoče to manj zanimivo za marketingerje, ampak vseeno je pa bistveno za delovanje v ozadju in ta zadeva se zgenerira povsem avtomatično, ko vi povežete Sales in Marketing Cloud. Toliko mogoče za ta bolj tehnični del, sedaj pa predlagam, da gremo kar v Journey Builder, pa bom jaz mogoče izhajal iz homepagea. Prej sem tukaj omenil, da imamo template, iz katerih lahko zelo hitro pridemo na nek začetni primer journeyja in potem naprej izhajamo. Recimo, da bomo zdaj izbrali, da imamo primer journeyja, kjer želimo vsem kontaktom, ki postanejo novi kontakti, narediti neko welcome kampanjo. Nek onboarding, recimo, kampanjo, ki vključuje serijo nekih e-mailov, pa recimo, da je prvi e-mail tudi ta, da želimo, da se prijavi recimo ali na self-care portal, ali da se registrira, ali da si downloada recimo aplikacijo, karkoli od tega recimo si lahko predstavljamo. Pa bomo kar izbrali en template. Template je fino, kadar mogoče tudi v prvi fazi, ko še nismo recimo toliko vešči uporabe, čeprav se zelo hitro navadimo in lahko štartamo povsem iz nule, je pa template koristen, da nam že da nek starting point. Tudi malo nas vodi, nam da neke hinte, kaj lahko delamo. In kot vidimo, to je zdaj Journey Builder. Na levi strani vidimo neke krogce, pa neke kvadratke. To so neki entry sourci, te zeleni krogci, pomeni neki začetni starting pointi, kdo gre v ta journey. In v ta journey gre lahko nek audience, nek seznam, ki ga prej pripravimo, lahko je ta journey trigan iz recimo vaše spletne strani, ko nekdo zaključi nakup, vaša spletna stran pokliče
Marketing Cloud in ga instantno, se pravi v realnem času, pošle v ta journey. To uporabimo API event recimo. Potem zelo zanimiv je in zelo uporaben je primer, da uporabimo kar Salesforce podatke, to pomeni podatke iz Service Clouda ali pa iz Sales Clouda. Recimo v Sales Cloud ali Service Cloud lahko deluje kot CRM in ko tam stvarimo nov kontakt, kadarkoli se ustvari nov kontakt, se sproži ta journey in mu avtomatično pošle neko serijo nekih e-mailov. Ne? Recimo za naš primer bomo rekli, da imamo mi en seznam že pripravljen, nekih novih uporabnikov, ta seznam se lahko dnevno osvežuje iz naših virov podatkov, prihajajo novi in vsako pride nov, vstopi v journey. To so bili sourci, potem imamo pa, vidite tukaj spodaj, so pa neke aktivnosti, neki kvadratki, neki komunikacijski kanali, potem so neki oranžni, kako se temu reče, rombi, ki predstavljajo neke odločitve v journeyju, ali pa bomo še videli, AB teste lahko delamo in tako naprej. Imamo tudi 3 rombe, ki so vezani spet na Alberta Einsteina, in je to pomeni nek artificial intelligence, in potem imamo tudi tele modre kvadratke, ki so vezani pa na service ali pa Sales Cloud. To pomeni, da mi lahko tudi z journeyjem recimo pošljemo nekoga, sprožimo nek task v Sales Cloudu in recimo pošljemo agentu, da mogoče pokliči stranko za to pa to. Ali pa spremenimo nek podatek na 360-stopinjskem pogledu, tako da bodo vsi imeli enako informacijo. Vse, kar je tukaj že v Marketing Cloudu, lahko uporabimo, če pa kakšen kanal obstaja, ki ga ni noter, recimo, da imamo mi nek prav specifičen kanal ali pa da imamo nek svoj CRM, kjer želimo, da se doda neka aktivnost, da se sproži nek task za kontaktni center, recimo. Lahko se naredi custom task. Tukaj vidite, imamo recimo za Viber, je custom task za neke kuponinge in tako naprej. Se lahko vse to razvije. To je možnost v Marketing Cloudu narediti. Zdaj pa mogoče pogledamo ta desen del, ki je srednji del, Canvas. Torej, začeli smo z neko listo in potem smo rekli, ok, pošljemo mu prvi e-mail. Počakamo recimo en dan, lahko bi rekli tudi 2-3 dni, in potem preverjamo nek engagement. Ta engagement je lahko open, lahko je klik, lahko oboje preverjamo, ali pa preverjamo že, če je ta stranka, kar smo mu tukaj komunicirali, pa komunicirali smo rekli, da se registrira, ali se je zares registrirala. In če se ni registrirala, potem mu pošljemo še nek reminder. Če se je registrirala, mu lahko pošljemo drugi mail v fazi onboardinga, ki je lahko spet neka druga, povemo neke druge informacije o našem podjetju, recimo, in potem tretji mail. Če pa se ni registrirala, pa pošljemo nek drugačen mail. Mogoče spremenimo call to action. Mogoče izpostavimo še nek dodaten benefit, ki ga dobijo, če se registrirajo. In spet lahko opazujemo in tako naprej. Lahko joinamo poti, da ne delamo, če so sledeči koraki potem enaki za vse poti, jih lahko združimo, lahko se igramo naprej, še razvijamo naprej in tako dalje. To je zdaj osnova, ki nam je on ponudi v tem templateu. Kaj bi lahko mi tukaj še naredili? Recimo, uporabimo kakšen drug kanal. Če vidimo, recimo, da se on kljub temu, da smo mu že 2 e-maila poslali, pa 3 e-maile, pa se še vedno ne odziva, mi lahko uporabimo tudi drug kanal. Rečemo, ok, pa mu dajmo mogoče SMS poslati. Ali pa mu dajmo push notifikacije, mu še ne moramo, ker se še ni registriral recimo na naš app, še ni se recimo downloadu, pa mu dajmo Viber poslati. Ali pa mogoče ga vključimo v kakšen ad audience, kjer bomo ga vključili v komunikacijo na Facebooku, na Googlu, na Instagramu. Vse te možnosti imamo tukaj. Bomo to zdaj zaprli. Enako, če se on je registriral, lahko mi mogoče zdaj pošljemo kakšno informacijo tudi prek push notifikacije, če vemo, da on ima našo aplikacijo. In tako naprej. Kaj so še recimo možnosti, ki se jih lahko gremo? Prej sem že omenil, da obstaja Einstein Send Time Optimization, to je tale Einstein STO.
mi lahko pred recimo e-mailom vsakim recimo, ne, lahko postavimo ta Einstein STO, kar pomeni, da bo preden ta e-mail pošle, on ve, da bo za vsakega kontakta pogledal, kdaj naj ga pošle. Ne. Bo rekel, ok, Korana dobijo 5, Dejana pa, ker je bolj nočna ptica, bo pa ob 10 zvečer pogledal, ker takrat je največja verjetnost, da bo on v miru prečital vse neodprte maile. Recimo, ne. Potem, kaj lahko še naredimo? Rečemo, ok, mi pa želimo, tale prvi e-mail nam je zelo pomemben, dajmo narediti en AB test. Dajmo reči tukaj, ok, dajmo preveriti, a je e-mail 1 ali pa e-mail, dajmo tukaj reči 2, kater bolj deluje. Definiramo lahko tudi 3. pot, 4. pot, do 10 poti različnih kreativ v e-mailu lahko definiramo in potem določimo čas, koliko časa bo zdaj ta testno obdobje trajalo, ker bo Marketing Cloud zbiral podatke in na podlagi ali klika ali opna definiramo potem, kdo je zmagovalec. Rečemo, ok, tisti, ki bodo več klikali po 2 dneh, tisti je zmagovalec in naj grejo vsi nadaljni kontakti po tem e-mailu. In to enkrat nastavimo in zadeva deluje potem avtomatično naprej. To je taka zelo, zelo, zelo uporabna funkcionalnost. Omenjali smo že, ok, Einsteine lahko naredimo tudi recimo random split, to je še ena opcija, kjer bo on določimo 50% recimo gre po zgornji poti, 50% gre po spodnji poti, lahko dodamo še več poti, lahko menjamo te procente, to uporabimo predvsem takrat, da recimo ne želimo, da vsi kontakti dobijo naenkrat kakšno promocijo, recimo zakaj, da ne obremenimo našega kontaktnega centra, recimo da neka promocija ali pa neka stvar, ki je ful zanimiva, pa začnejo ljudje klicati pa spraševati in tako naprej, da se to malo porazporedi, pa rečemo, ok, prva pot bo dobila recimo danes, za drugo pot bomo pa rekli, dajmo počakati, se že imamo, dajmo počakati tukaj recimo 2 dneva, no, takole, rečemo dan in bomo potem joinali in gre skozi isti proces. 50% bo šlo danes, 50% pa čez 2 dneva. In to je zelo, zelo fajn, kako lahko potem orkestriramo celotno pot in se znebimo nekih preobremenjenih kontaktnih centrov. Ok, ko smo naenkrat zgradili naš journey, vidite vse tele, ki so osivene, še niso barvaste, pomeni, da še niso zares definirane. Mi smo naredili samo neko skico journeyja, zdaj pa rečemo, da želimo pa res konkretizirati posamezne aktivnosti in rečemo, dajmo zbrati naš audience. Bomo kar zbrali en seznam, pa bomo rekli, ok, imamo tukaj folder seznamov, mi smo ta audience že prej pripravili, kot sem rekel, lahko se nastavi avtomatično, da se audience generira, da se fila iz naših sourceov, lahko ga mi zelo enostavno iz nekega master lista naredimo nek filter, pa ga nastavimo. Zdaj imam že pripravljen nek demo master audience z dvema osebama, z mano in Korano. Kaj lahko še naredim? Jaz lahko tukaj še dodatno filtriram, postavim nek dodaten pogoj. Mogoče želim, da grejo noter samo tisti kontakti, ki so v zadnjem mesecu kupovali, ki so nekaj kupili v spletni trgovini, ali pa ki niso kupili. Lahko postavim dodatni filter, če želim. Če imam seveda ta podatek povezan v Marketing Cloud. Ampak v tem primeru želimo zdaj nič komplicirati, gremo kar noter. Ko definiram audience, se nam tale začetni obarva zeleno in zdaj lahko določim, ali je ta journey enkraten, se pravi, imamo neko kampanjo, spustim in to je to. Vsi, ki so v tem audience, bodo šli čez ta journey in se journey ne ponavlja, ali je to neka ongoing zadeva. V onboardingu, v tem velikem primeru, je to verjetno ongoing zadeva. Mi želimo, da ta journey teče. Vsakič, ko nekdo postane nov vaš customer, želimo, da gre čez ta proces. Tako da bomo nastavili tukaj schedule na ongoing, na recurring, nastavili, kdaj v dnevu bo journey spuščal nove kontakte noter, vsak dan recimo, ali pa vsako uro, ali pa enkrat na teden recimo, to imate več možnosti tukaj. In na ta način potem on tudi deluje potem naprej avtomatično, vi se ne ukvarjate več z ničemer, samo še opazujete in probate
glede na analitiko, potem gledati, kaj lahko optimizirate. Recimo. Ok, zdaj smo nastavili začetek, potem imamo pa komunikacijski kanal, recimo e-mail. Kako pa zdaj nastavimo nek e-mail? Prej sem omenil e-mail studio, kjer vi lahko pripravite content, pa bom zdaj kar šel v en e-mail, ki je čist, bom rekel, demo, pa bomo pogledali, kako lahko zelo enostavno dodate neke bloke, imidže, tekste, slike, kako lahko potem tudi razvijamo ta e-mail v malo večjo stopnjo personalizacije. To je mačka namakno, pa grem kar edit. Torej, to je zdaj nek e-mail template, recimo lahko, ki sem ga že prej, ki ga imamo pripravljeno ponavadi, ga vedno naredimo neke template, iz katerih potem izhajamo pri ostalih e-mailih. Ta e-mail ima zdaj recimo nek tag že noter, ki sem ga že prej postavil, ima nek logo, ima tudi nek subject, ki sem ga že definiral, nima še recimo neke slike, ima nek gumb, pa recimo, da želim zdaj dodati sliko, kliknem noter v tole sliko in rečem image blog bom noter dodal, izberem sliko, reka, tukaj sem že pripravil recimo tole, select, in je slika zbrana. Lahko seveda potem še igram s to sliko, določam velikosti, če želim scale to fit, mi sam zravna, definiram tudi potem block settings, margine, paddinge, lahko grem tudi v HTML editor, dodam še nekaj v kodi, če želim. Zadeva je popolnoma, bom rekel, up to uporabnik, do tega, da je drag and drop, do tega, da gre lahko tudi v kodo, če želim. Ok, sliko imam. Zdaj ta e-mail je relativno simple, preprost, lahko dodajam nove tekste, nove bloke, kot vidite imamo na levi strani neke čisto osnovne, imamo tudi neke bolj napredne, spet imamo Alberta Einsteina tukaj, kar pomeni, da lahko uporabimo neko umetno inteligenco, da nam on sam predlaga nek ali content ali neke produkte, recimo dinamične vsebine. Mi želimo zdaj ta e-mail narediti malo bolj tako personaliziran. Ne? In najbolj taka osnovna stopnja personalizacije je, da recimo dodamo neko ime, in to je vedno fajn uporabljati, zato ker je uporabniki veliko bolj dojemajo, potem take so veliko bolj dovzetni za nek engagement, če je to nekako na njih naslonjeno. Bom kar rekel first name. To je spet zelo klikabilno in drag and drop princip. First name, in rečem ok, pa recimo, da želim tudi v tem tekstu reči first name. Dajmo tole barvo še popraviti, da bo enaka. Ok. Dobro, tole zdaj je načeloma zelo spet še vedno basic. Kaj lahko vedno delamo, ko personaliziramo in tudi ko ne personaliziramo, ampak ponavadi je to boljše, ko personaliziramo. Preview and test. Lahko izberemo naš seznam, ne, in potem tudi menjamo in prikazujemo glede na to, od katerih kontaktov je notri na seznamu, kako se prikazuje za njega ta e-mail. Recimo za primer za Dejana, ne, tukaj levo vidimo moje podatke, ki so na tem seznamu. Vidimo, da se je pravilno subject izpisal, da se je pravilno izpisala tale naslov, headline, in se recimo, da sem zadovoljen, ampak jaz bi rad pa še zadevo še malo bolj personaliziral. Jaz bi rad rekel zdaj, ok, hipotetičen primer, recimo, da želim za Dejana dati na mesto sliko neke ženske, dati sliko nekega moškega, in obratno za Korano, ker je pač ženska, želim dati sliko ženske. Kaj lahko naredim? Uporabim preprosto dynamic content. Tole sliko bomo zdaj odstranili. Ok, jaz sem si že pripravil nek dynamic content. Ok, zelo enostavno ga lahko zgradimo. Kaj sem jaz rekel? Če po defaultu se prikaže slika ženske, to, kar smo imeli že prej, ampak če pa je gender, če seveda imate ta podatek, gledate vedno podatek, ki ga imate na voljo, če je equal to male, se bo prikazal pa nekaj drugega. Ne? In to lahko spet hitro testiram. Pogledam. Ok, zdaj Dejan imam tukaj izbranga, vidimo Dejan, dobi tole, super. Če grem na Korano, ona bo dobila pa sliko ženske. Ne? Zelo preprosto, ampak zelo učinkovito, kle se potem lahko odpre veliko enih, domišljija potem lahko dela, kaj lahko se predstavimo drugače, dejansko lahko vsak
del maila ali pa cel layout predstavimo čist vezano na podlagi določenih pol, ki so na voljo. Naprimer, tukaj imamo v tej data ekstenziji podatek, ali je stranka self-care register, recimo, da imamo nek self-care portal, smo rekli, da želimo, da se registrira, če je self-care register ali če ni. Zdaj za Korano vidimo, da še ni, za Dejana pa vidimo, da je, ima true tukaj. Ok, kaj lahko tukaj recimo naredimo? Lahko dodamo nek nov dynamic content, ki bo tistemu, ki še ni registriran, prikazal neko dodatno vsebino, ampak samo za njega, za tistega, ki je, ne bo tega prikazal. Dajmo dodati tale dynamic content. Nekaj je dol vrgo, samo sekundo. Okay. Kaj ta dynamic content naredi? Če self-care register, tukaj spodaj vidimo, mi bo prikazal neko slikco, če ni, by default mi ne bo nič prikazal. In pogledamo spet preview and test. Kaj se bo zgodilo? Ok, za Dejana ni nič prikazal, ker on je, za Korano pa bo prikazal zdaj še nek dodaten trigger, nek call to action, prenesi aplikacijo ali pa se registriraj in dobi še nek popust. To so recimo taki osnovni primeri. S temi kriteriji se lahko igramo. V Dynamicu, če gremo gledati recimo strukturo tega, pa rečem tale rule, pa če ga editam, je to drag and drop. Jaz noter potegnem lahko različne polja, ki jih imam na voljo v seznamu in se potem igram tudi, lahko združujem med sabo, če imam recimo 3 ta polja, lahko med sabo združujem, pa rečem and ali or. Tukaj se potem možnost nekih kompleksnejših kriterijev poveča in to lahko vse uporabite. Ok, zdaj, če ta dynamic content ni dovolj, se pravi, da ne pokrijete nekega zelo kompleksnega scenarija, pa je tukaj vedno na voljo še AMP skripta. Zdaj veliko časa za to, da bi predstavili še do konca podrobneje AMP skripto ni, ampak recimo, kaj lahko naredimo, primer, da želimo Korani, oziroma ne, tistemu, ki je recimo premium, ali pa tistemu, ki ni premium, prikazati malo drugačen del teksta. Znotraj drugačen del teksta se prilaga, recimo popust je za nekoga 20%, za nekoga je pa 10%, to dejansko lahko naredimo, dodamo še neke dodatne možnosti. Lahko bi se tega lotili tudi z dynamic contentom, bi rekel, tale tekst se prikaže za enega tako celoten tale modul, tale blok, za nekoga pa drugače. Lahko pa rečemo samo ta del se prikaže drugače. Samo 20% popusta je recimo za tistega, ki je premium, za drugega je pa recimo 15% popusta. To vse lahko naredimo z zelo preprosto skripto, mislim pa, da ne bo časa, da to naredimo. Lahko mogoče zelo na hitrco, če bo, dajmo takole narediti, to je v redu, pa dajmo klele sam spremeniti, pa reči namesto tegale, pa rekel takole. Ok. Korana, zdaj zapravno Korano, ona iz premium ima false in ker ni premium, ima 15% popusta. Če gremo na Dejana, ki pa je premium, vidimo, da je premium true, ima pa 20% popusta. Zares nismo nič časga naredili, dodali smo neko AMP skripta, se reče temu, ta skripta se nikoli ne prikaže končnemu uporabniku, ker je server side, to pomeni, da predtem, ko se mail zgenerira, on pogleda, kdo je to in zgenerira za njega content, ko se pošle, te skripte ni več, je mail že zgeneriran. S pravo vsebino, prilagojeno popolnoma 1:1 končnemu uporabniku. Tako da, če povzamem, imamo 3 stopnje personalizacije, najbolj osnovno z nekimi merge fieldi, to so recimo first name, last name, kar lahko že kar noter v tekstu stavite, je zelo preprosto. Druga, veliko bolj kompleksne primere lahko rešujete z dynamic contentom, recimo pokazali smo to z imidžem, ki se spreminja z nekim blokom teksta in slike, ki se lahko spreminja na podlagi določenih pol. Če pa to še ni dovolj, če imamo še bolj kompleksen primer, da želimo še iz drugih baz podatkov vleči podatke, je pa tukaj AMP skripta, ki smo pa naredili zelo enostaven primer,
kako lahko spreminjamo znotraj teksta določeno vsebino. Tako, in ko imamo to narejeno, ko imamo definiran journey, to naredimo enako potem tudi za ostale, se pravi komunikacijske kanale. In na koncu, ko definiramo tudi schedule, je to ongoing, recurring, zadevo shranimo, validiramo, opozori nas, ali so vse nastavitve pravilne, in na koncu, preden aktiviramo, lahko še testiramo. Test pomeni, da nam on izriše za 10 izbranih kontaktov pot, kako bo šla, in ko aktiviramo journey, zadeva deluje in lahko opazujemo, kaj se dogaja. Tako jaz mislim, da je ta del predstavljen. Mogoče še povem to, da pri journeyju lahko definiramo tudi cilje journeyja. Zakaj je to dobro? Čisto zaradi analitike. Mi vemo, da recimo v ongoingu je naš cilj jasno, da uporabnik dobi te relevantne informacije, ki so del onboarding procesa, ampak recimo, da je tukaj cilj naš, da se registrira ali za aplikacijo ali za nek self-care portal. In to nastavimo kot goal, rečemo, ok, naš cilj je, da ko on se registrira, je ta cilj dosežen. V tej točki lahko nastavimo tudi, da uporabnik, ki je dosegel cilj, gre ven iz journeyja, ni več del komunikacije. V našem primeru to ni relevantno, zato ker želimo, da dobi tudi preostalo komunikacijo, ki sledi potem, ko je on enkrat registriral. Se pravi, e-mail 3, pa e-mail 4 in tako naprej. Okay. To je to. Zdaj, ko je enkrat journey aktiviran, lahko mi že znotraj tega Canvasa vidimo, opazujemo številke, koliko kontaktov je šlo v journey, kateri kontakti so šli dol, kateri so šli na posamezno pot, in lahko tudi podrobneje pogledamo dejansko, kateri so te kontakti, lahko kakšen kontakt tudi ven vržemo iz journeyja, tako da imamo neko že osnovno analitiko. Seveda potem, ko potujejo skozi journey, je pa seveda tudi tukaj journey analitika, ki nam da neke informacije o klikih, e-mailu, o nekem engagementu, o tem, koliko je bilo ciljev doseženih in tako naprej. En zelo tako uporaben primer, jaz upam, da bo tole normalno delali, je Datorama, ki predstavlja v bistvu, Datorama je sicer ločen produkt Salesforcea, in predstavlja nek marketing intelligence tool, s katerim lahko mi iz različnih virov, recimo iz Facebooka, iz Google Analytica, iz Google Adsov, iz Marketing Clouda, iz nekih naših baz pripeljemo podatke o kampanjah in jih on poenoti, da na isti imenovalec in nam prikaže in lahko gradimo neke dashboarde, hkrati poleg tega dashboardov pa še vrši spet Einstein, nek intelligence, kjer nam z nekimi analizami predlaga, kateri faktori so najbolj vplivali na delovanje posameznih kampanj. KPI je potem lahko tudi modificiramo in tako naprej. Del te Datorame je vključen tudi v Marketing Cloud in tukaj lahko pogledamo recimo za email overview, nam da neke podatke o sendih, o bounce ratih, o open ratih. Zdaj moramo vzeti v zakup, da tale account, tale org Marketing Clouda je testni, je demo org, to pomeni, da nima nekih realnih pošiljanj, ampak to za predstavo, dobite informacijo o engagementu, kakšen je conversion funnel glede pošiljanja in tudi vezano na posamezne journey. Kateri journey so bili tisti najbolj uspešni, en del, mogoče še malo bolj nazorno pokaže journey performance by email, kjer lahko dejansko vidite tudi po journeyjih, kateri so bili tisti, ki so imeli najboljše rezultate. Lahko tudi menjate recimo KPI-je, to se mora še malo izrisati. Ok, za obdobje to nimam, mogo bi nastalo drugo obdobje, pa če to mogoče naredimo še bolj nazaj. Jaz upam, da bo kakšen podatek, ker to testni org. Fly. Fly. Pa še veliko enih filtrov vidim, da narejenih že tukaj.
Ok, glavno, dam vam neke podatke po journeyjih, po KPI-jih, ki jih izberete, tudi neke grafične predstavitve. V glavnem, to je en izsek datorame, to ni datorama kot standalone produkt, ampak neka vizualna možnost pregleda nad analitiko, kaj se je dogajalo, kaj je delovalo, kaj ni delovalo. Lahko izdelate tudi sami svoje pivot tabele ali custom reporte, ki jih potem tudi pošiljate na recimo svoje e-maile na neki redni bazi. Rekel, čist konkretno lahko nek report potem, ki ga prilagodite, pošljete recimo na svoj e-mail vsak dan ali pa vsak teden ali pa nekemu managementu recimo. Tako, to je na kratko. To zdaj za predstavitev vseh funkcionalnosti bi rabili kar precej več časa. Danes smo se osredotočili na nek customer journey, na case, primer, ko imamo onboarding in pokazali, kako lahko z e-mailom naredimo različne stopnje avtomatizacije. Zdaj, case-o za journey, za customer journey so različni, od nekih akvizicijskih, recimo, da nekdo izpolnjuje formo, pa pride v journey in se potem dogaja neke stvari od zadaj, do tega, da lahko vi recimo vršite neko CSAT anketo za neko vašo storitev kontaktnega centra, kar pomeni, da se podatek sproži direktno, ko nekdo agent zaključi case in se sproži neka anketa. Nova stvar v email marketingu so te možnosti interaktivnih forum znotraj e-maila. Če se mogoče vrnem na e-mail, imate možnost tudi e-mail forma, kar pomeni, da bo lahko uporabnik že znotraj e-maila izpolnil določena vprašanja in ko bo submital, se bo ta vprašanja bodo zabeležila v Marketing Cloud in nastavi se lahko potem avtomatizacija, da te odgovori pridejo tudi potem nazaj v nek vaš sistem ali če je to Sales Cloud, Service Cloud v ta del. Tako, toliko na kratko. Zdaj pa mogoče Korana, čas za kakšno vprašanje, če se je kje pojavilo. Ja, hvala Dejan za tole izčrpno predstavitev live demo, kjer smo lahko iz prve roke spoznali Marketing Cloud. Ti bom kar prevzela nazaj tale share. Sicer mi ni najbolj všeč, da imaš ti malo več popusta kot jaz, ampak o tem se bova še pogovarjala. Bova to dala na premium, pa bo. Tako. Tako da ja, zdaj je čas, dragi udeleženci, za vaše vprašanja. Mislim, da smo tudi dobili eno vprašanje, tako da evo, Dejan, vprašanje od Simona, ali e-mail forma deluje na vseh odjemalcih? Ja, to je dobro vprašanje. Hvala, Simon. Ja, ni še čist toliko podprta z vsemi odjemalci, predvsem tukaj so kakšni outlooki, ki imajo vedno v vseh kakšnih postavitvah e-mailov precej težav in je treba potem prilagajati. Ta e-mail forma je relativno nova tehnologija. Odzadaj je ta AMP tehnologija, ki se bo sigurno še v prihodnosti razvijala, ampak za te primere, ko recimo neki odjemalci ne podpirajo forme, so potem neki fallback scenariji. Lahko potem date link na nek landing page, ki nadomesti to formo. Tako da v primeru tisti uporabniki, ki imajo podprto klient, recimo Gmail podpira normalno, se prikaže, v primeru, ko pa odjemalec ne podpira, se pa prikaže nek link oziroma neka druga vsebina, ki vodi lahko potem na vaš landing page, kjer pa imate potem novo formo. Ok, hvala. Še eno vprašanje od Samuta. Kako je povezano upravljanje Marketing Cloud in povezava na soglasja glede na določeno storitev B2C in problematika GDPR, skratka upravljanje soglasij in B2C? Ja, to je tudi dobro vprašanje. V bistvu tudi sem že v štartu povedal, da del z GDPR-om je zelo pomemben, da komuniciramo tiste stvari, za katere so dejansko naše stranke rekle, dale soglasje za to. Zdaj, GDPR sistem je čisto odvisen, kakšnega imate zdaj trenutno v firmi. Lahko je source of truth tega sistema v Marketing Cloudu, navadno je source of truth nekje druge, ali je to nek CRM, ali je to ne, in potem na podlagi tega se prilagodi. Sam proces, recimo odjave iz komunikacijskih kanalov, se lahko v Marketing Cloudu enostavno vrši prek nekih cloud pageov, se pravi, ko nekdo recimo pošljete e-mail, pa se on odjavi, link za odjavo vodi na cloud page in ta link je kriptiran, ampak cloud page
zna dekriptirati ta link, ker je pač to native funkcionalnost in zna tudi prebrati, kdo ta uporabnik je, in ko uporabnik naklika konsente, tiste, ki želi, shrani, se potem zadeva odzadaj lahko nastavi, da se pošle v različne sisteme. Ali je to zdaj Sales Cloud, ali je to zdaj Service Cloud, ali je to Marketing Cloud kot source of truth, ali pa je to nek vaš drug sistem, ki ni del Salesforce produktov, enako lahko se posodobijo zadeve. Tako da možnosti so kle različne in vse v bistvu se da prilagoditi vašemu sistemu dejansko GDPR-a. Ok, verjetno še pride kakšno vprašanje, pa bi v tem času še izkoristila priložnost, pa te vprašala malo bolj tudi konkretno, stranke sigurno danes zanima, kako se v Agilconu lotevamo implementacije oziroma upeljave Marketing Clouda? Ja, vedno najprej seveda stranko naredimo en tak temeljit discovery session, katerega output je nek blueprint, dokument, kjer popišemo, tukaj je neka funkcionalna specifikacija, tehnična specifikacija pride ven, kjer popišemo vse te user storije, tudi recimo GDPR, kako arhitektura podatkovnih podatkov, kako bo izgledala, te stvari, ker stranke imajo lahko različne sisteme. Ni nujno, da imajo Sales Cloud, Service Cloud, lahko imajo neke svoje sisteme in je treba potem narediti integracijo. Integracije so možne ali prek nekih rednih odlaganj na FTP, ki je to čisto avtomatizirano, ali je to direktno real-time prek API-ja. Marketing Cloud ima svoj API tudi, kar pomeni, da lahko vsak sistem pokliče, je dokumentiran in se lahko potem prožijo določene stvari, ali vnos podatkov, ali pa kar direktno pošiljanje e-mailov, journeyov, SMS-ov, push notifikacij in tako naprej. Torej, ta prvi del je ta blueprint, kjer popišemo vse te scenarije, potem pa jasno faza implementacije, ki je pa spet odvisna od kompleksnosti. Če Miha prejšnji teden, mislim, da je govoril tam 2 do 4 mesece ali pa celo več, če se odvisno, je tukaj tako, lahko je 1 mesec implementacija, če gre za dosti, bom rekel, znan tak model, lahko se pa seveda jasno, če zahteva implementacije veliko nekih integracij z različnimi sistemi, potem se lahko tudi to potegne 2 do 3 mesece celoten projekt. In jasno potem sledi faza testiranja, kjer pač seveda pretestiramo vse možne case in ko damo na produkcijo, obvezno sledi tudi izobraževanje, že verjetno predtem štartamo, izobraževanje ključnih oseb na strani naročnika, skozi različne workshope, predstavimo produkt, predstavimo funkcionalnosti, predstavimo njihove use case. Navada je to tako, da naredimo prve par journeyjev kar skupaj, da se v bistvu oni sami skozi delo in z našim supportom nekako navadijo, kako se uporablja. To nekako je ogroben ta proces. Mogoče še nekaj informacij z naše strani. Omenili smo že, da boste dobili posnetek webinarja po e-pošti. Če pa je še kakšno vprašanje, mogoče malo bolj konkretno, želja za kakšno konkretno ponudbo, se pa seveda lahko vedno na nas obrnete. Tukaj smo posredovali kontakt od naše direktorice prodaje in marketinga, Barbare Podlogar, ki bo z veseljem tudi pripravila ponudbo. Ja, imamo še vprašanj. Samota zanima glede Einstein webinarja, sicer ni vprašanje, želi si, da bi ta webinar tudi izpeljali in se priporoča, tako da evo Dejan mogoče za naju en tak zaznamek. Insight za naprej, ja. Tako, insight. Super, ja. Veliko si tudi omenjal to povezavo Service Sales Clouda v kontekstu Marketing Clouda in tudi je vprašanje na to temo, ali lahko brez Service Sales Clouda implementiramo Marketing Cloud in kako je v tem primeru s povezljivostjo z ostalimi sistemi? Ja, malo sem že na to smer nakazal. Dejansko Marketing Cloud lahko stoji kot standalone produkt. Če vi imate Service Sales Cloud, je to seveda super, zato ker imate native povezavo med cloudi in lahko res, bom rekel, v polni meri to izkoriščate veliko bolj enostavno. Če pa seveda nimate, če imate neke svoje zunanje sisteme, ali je to Data Warehouse, CRM, se pa povezave seveda možne. Omenil sem prej, da se lahko podatki pošiljajo, se pravi iz enega sistema v drugega prek FTP-ja. Marketing Cloud ima svoj FTP, Secured FTP in to pomeni recimo praksa je taka, da se recimo po noči ob neki uri določeni dropnejo neki fajli, podatkovni, kjer se pol nastavi avtomatizacija, da te fajle pobere
naredi že lahko avtomatično segmente, pošiba te podatke, lahko že v journey, vse je v glavnem avtomatizirano. In obratno, tudi potem lahko se nastavi avtomatizacija, da se recimo, če imate nek svoj BI tool, da se lahko za čisto potrebe reportinga pripravijo neke podatkovne tabele, ki se pošiljajo spet prek FTP-ja, lahko je to na vaš FTP, ki ga potem BI te file potem pobira in spet je zadeva povsem avtomatizirana. To je ta FTP način, drug način, kot sem pa že omenil, pa prek API-ja. To je pa real time, kadar imamo neke zahteve po triggerjih, a je to web naročilo, nek transakcijski mail ali neka push notifikacija in tako naprej. Ja, počasi se približujemo koncu webinarja. Jaz bi se najlepše zahvalila za vašo pozornost. Hvala tebi, Dejan, brez tebe seveda ne bi to speljali na isti način. Hvala za zanimivo predstavitev. Po zaključenem webinarju se vam bo prikazala ena kratka anketa na temo zadovoljstva z vsebino in organizacijo današnjega webinarja, v katero vas seveda vljudno vabimo. Ker trenutno nimamo vprašanj, pa tudi če slučajno pride mogoče zdaj v zadnjih sekundah kakšno vprašanje, vam bomo na njega odgovorili po mailu. Bi vam jaz zaželela eno prijetno popoldne. Upam, da se vidimo na naslednjem webinarju. In vidim, da še eno vprašanje vam mogoče Dejan za konec. Ali deluje Marketing Cloud tudi z različnimi CRM-ji ali osnova Salesforce CRM? Ja, tukaj sem že zdaj omenil, če je Salesforce CRM v ozadju, so stvari native povezane, se pravi, obstaja konektor med cloudi in potekajo komunikacija v eno smer in v drugo smer, že sam s tem konektorjem. Tudi tiste aktivnosti, ki sem jih prikazoval v Journey Builderju, tiste modri kvadratki, so vezani pač na to, da lahko mi avtomatično v Service Cloud zapišemo določene stvari, pa updatemo neke fielde, sprožimo neke taske, naredimo neke case recimo. Če je to nek drug CRM, seveda ni v osnovi take native povezave, ampak mi imamo ogromen strank tudi, ki nimajo Service Cloud ali Sales Clouda, v ozadju imajo svoje CRM-je in data warehouse. Tako kot sem omenil, podatki potekajo prek nekih FTP loadov. Za te neke akcije znotraj Journey Builderja se po tem primeru potem razvijemo custom aktivnost, ki komunicira potem s tem CRM. Recimo, če je to da se sproži nek task v CRM-ju, se razvije custom aktivnost, ki ima na koncu funkcionalnost popolnoma enako. Sproži task samo da v vašem CRM. Je pa seveda jasno zaradi tega, ker je to zunanje orodje, potem neke kustomizacije potrebne. Je pa vse to možno. Okay. Hvala Dejan, hvala vsem udeležencem. Želim vam prijetno popoldne, upam, da se vidimo na naslednjem webinarju in lep pozdrav iz najine strani. Hvala.